Jaz bi se samo želela zahvaliti obema sodelavkama oddelka za uporabno izposlovje, ki se naš oddelek se danes predstavlja skozi njiju, v sodelovanju seveda s Centrom za jezike Univerze na Primorskem. To je v bistvu Polona naša, ki bo moderirala ta pogovor z seveda današnjo gostjo, čeprav ni gostja pri nas, je domača, profesor dr. Metko Zupančič, ki bo govorila o mitih, o skupni zavesti in se bo celo dotaknila umetne inteligence na momente, če sem prav razumela, tako da bo to predavanje izredno zanimivo, zelo aktualno. Hvala obema. Najlepša hvala. Polona, dam tebi besedo. Polona je bolna. Ekran, če lahko. Ekran. Če lahko obrneš ekran proti publiki. Ja, proti publiki. Ja, seveda. Ne, v bistvu ker snemamo. Ker snemamo in... Ja. Ampak vidite, ne vidite zelo. Ampak Polona je pa na ekranu. Ni na ekranu. Tako, ker če je PowerPoint, potem ne more biti bolje. V glavnem, prosim, magistra, lektorca, Polona Oblak, prosim. Dober dan vsem. Najprej hvala za to možnost. Hvala Metki za sodelovanje in Tini za spodbudo. Jaz se opravičujem, ker sem online, ampak sem na bolniški. Sem zbolela, tako da bo danes polhibridna verzija. Najprej bom predstavila profesorco dr. Metko Zupančič in sicer, kakor je opisano v njeni knjigi, Tisto ta neustavljivo. Torej, Metka Zupančič je bila morda za življenje med kulturami, tradicijami in običaji zaznamovana že v otroštvu, ko se je z družino leta 1956 preselila v Koper, pri 17 v Ljubljani združevala gimnazijo in srednjo glasbeno šolo, končala še dvojni študij, leta 1974 pa je na filozofski fakulteti in leto pozneje na glasbeni akademiji, tako zatem pa je kot tudi štipendistko francoske vlade v Strasburgu zastavil študij francoskega novega romana in decembra 1977 je uspešno zagovarjala doktorat 3. stopnje o Claudu Simonu. Po vrnitvi v Slovenijo je bila samostojna prevajalka. Jeseni 1979 so na filozofski fakulteti v Ljubljani sprejeli kot asistentko za francosko književnost. Potem, ko je Claude Simon leta 1985 prejel Nobelovo nagrado za literaturo, je v slovenščino prevedla njegova romana Georgike in Flandrijsko cesto. Decembra 1988 pa na Univerzi v Zagrebu uspešno zagovarjala dizertacijo Orfizem in polifonija v delih Clauda Simona. Po več študijskih bivanjih v Severni Ameriki se je jeseni 1989 ponudila priložnost za poučevanje v ZDA in Kanadi. Od leta 2000 do upokojitve leta 2017 pa je delovala na Univerzi Alabame v Tuscaloosi, kjer so ji podelili status za zaslužene profesorice. Avtobiografsko obarvano pripoved Lomain Simon pa smo že lani predstavili v sklopu dogodka na humanistiki. Bil je preveden kot Tisto neustavljivo, nastal pa je leta 1998 v Guelphu v Kanadi. In je razen objavljenih 2 poglavij ostalo v predalu vse do leta 2020, ko je na tisk pri pariški založbi L'Harmattan ponudila urednica Laure Levesque. Metka pa, če se ne motim, ima s sabo tudi slovensko verzijo danes, ki je išla pri knjižnem društvu Hiša poezije. Hvala lepa, Polona. Mislim, da je super videti toliko vas v dvorani in da je super imeti tudi možnost, da nekdo po spletu tehnologija vendarle pomaga. Kaj sem vam hotela povedati, zakaj sem vam hotela stvari povedati na ta način? Mislim, da moramo vseeno to majčkeno prestaviti, če hočemo, da je na ekranu PowerPoint. Veste, kdo sem, tukaj sodelujem pogodbeno in sem zelo vesela, da imam odlične študentke, kot je Aleksandra, kje so druge, pa ne vem, Urška, ki zelo pomaga vedno pri
elektroniki, kadarkoli je to. V glavnem, kaj ima tema miti in skupinska zavest opraviti s mojim tukajšnjim sodelovanjem na francistiki v sklopu oddelka za uporabno jezikoslovje. Po eni plati kakor nič ali pa zelo malo, po drugi plati pa vse. Ker to, kar se dogaja pri nas v razredu, se dogaja v mitologiji, kot jo jaz dojemam. Morda bi me Polona Oblak želela vprašati, zakaj sem se začela z mitologijo ukvarjati in kako. No, navedla je moj drugi doktorat, orfizem in polifonija v delih Clauda Simona. Orfizem, to mogoče bomo prišli do tja skozi predavanje, je, če hočemo malo bolj ezoterično, pa malo z višjega pogleda to obravnavati. Orfej velja za nekakšnega zaščitnika literature in se iz grške mitologije pojavlja skozi vso zgodovino, predvsem zahodno civilizacije in literature in po mojem mnenju, ki sem ga si sposodila pri avtorici, ki jo upam, da bo prišli do tja, da jo tudi citiram, Elizabeth Sewell, The Orphic Voice iz leta 60, ponovno objavljeno lani. Sem si pri njej sposodila vizijo, holistično vizijo orfičnega mita, ki po njenem združuje vse. V jeziku se združuje vse, ritem in ples, oblike in barve in oblike in slikarstvo, glasbo in kar spada k glasbi, matematiko, prav, racionalno mišljenje, kako racionalno mišljenje, pa se vemo, da pri umetni inteligenci je še vse kaj drugega, kot samo racionalno mišljenje, in jezik. Jezik, kot ga mi poznamo, kot komunikacija. Se pravi, holističen pogled na 5 orfičnih jezikov, ki se ves čas dopolnjujejo. In to je bil zame ključ, ko sem delala ta drugi doktorat, da sem lahko povezala pri Claudu Simonu to neprestano pretakanje iz enega področja na drugo. Se pravi, on ves čas recimo ima v georgikah, ima vojno, opisuje vojno in vse vojne in ima na nebu vidi letala in potem ga to spomni na slikarja Učela, je prišel tudi kolega, spomni ga na Učela, ki je bil prvi renesančni slikar, ki je Pavlo Učelo, ki je naredil perspektivo v slikarstvu. In to potem se prelije v Gluka, v Orfeja in to gre potem v matematiko, v balistiko in to se ves čas pretaka in jaz, ko sem to poskušala opredeliti s prejšnjo svojo bolj strukturalistično, semiotično metodo, sem gotovila, da ne morem, da moram iti v mit. In potem je začelo to opredeljevati v mojih raziskavah in mi je delalo tudi slabe usluge, bi rekla, zato ker mitologija še vedno velja v znanstvenem svetu za nekaj preveč iracionalnega, ker je seveda ne moramo opredeliti. Kako opredeliti mitološki način mišljenja, ki je analogen, ki je asociativen. In recimo bom citirala tudi bližnje sorodnike, ki so začeli brati to knjigo, petek sem jo dobila od urednice, češ da da so tako dolgi stavki, da bi pa mogoče koga tudi prestrašilo. Ampak pravim, najdaljši stavek pri georgikah, ki sem jih prevedla v slovenščino, je 17 strani. Oklepaj in ogromno sedanjih deležnikov, gerundov, s katerimi se mi ukvarjamo v tem predmetu francoskih kontrastiri. V glavnem, ukvarjam se s mitologijo, vam pravim, zdaj že tam iz 85. leta naprej, ali 84. leta naprej, zelo intenzivno. Sem pa slučajno, v življenju ni nič slučajno, ampak sem se povezala s kolegi v Madridu na Univerzi Complutense in hodim na 2 leti k njim na mitokritiške konference. Mitokritika, bi jo rada na hitro opredelila, je veda znotraj literarne vede, ki se je rodila iz kritik v francoski literarni teoriji v 60-ih, 70-ih letih.
so bile razne kritike, psihokritika, sociokritika in Gilbert Durand, mislim, da ga imam potem tle nekje, Gilbert Durand je napisal knjigo Les structures anthropologiques de l'imaginaire, antropološke strukture zavesti, v bistvu imaginaire je pojem, ki pokriva vse domišljijo, mite, simbole. On pravi, da smo vsi opredeljeni z miti, da miti prihajajo od spodaj. To njegova definicija je od spodaj navzgor. In začne seveda s to zgodbo, zgodba, mitos v grščini je zgodba. Se pravi, da si ves čas delamo zgodbe in da živimo s temi zgodbami. Nekdo nam jih vsiljuje, nekdo nam reče, da taka zgodba velja kot norma v družbi, potem pa, vse tole, kar je tukaj v teh mojih, dobro, Katarina, da ste prišli, vse v teh zgodbah se lahko tudi prevrača, če se lahko. Bom še eno stvar rekla o sodelovanju z Univerzo Complutense. 22. leta, oktobra, je bila tematika proteorizacija mita. In sem rekla, da mogoče je pa čas, ker se veliko ukvarjam z žensko književnostjo, da vidim, kako da to postavim na bolj teoretsko raven. In sem predlagala temo, kaj bi bilo, če, The Gender of Mythmaking, v glavnem, lahko bi govorila francosko ali angleško na tej konferenciji, ampak sem rekla, da je mogoče prav, da nekaj več napišem v angleščini, ker je to postala lingua franca. Če ne pišeš v angleščini, te manj berejo, kot v francoščini. Ampak je tudi dobro zame, da svoje možgane razvijamo v to smer. V glavnem, ta Gender of Mythmaking, bomo prišli do tja, upam, je postavilo vprašanje, kaj bi bilo, če bi mite pisale ženske. In sem se naslonila na Denise Jodelet, francosko sociopsihologinjo, ki je raziskovala mite v Amazoniji in je vprašala se v zvezi s tem plemenom, ki je dalo ženskam en teden možnosti, da so uravnavale vse življenje v tej skupnosti, kaj bi bilo, če bi one imele ves čas oblast. In potem me je to peljalo v raziskavo do neolitika, paleolitika, da vidim, kaj se je dogajalo ali kaj mi danes ugotavljamo, da se je dogajalo. Ali pa se ni, ne vemo, ali bomo kdaj prišli do tega odgovora. Ampak mislim, da če nisem povedala, kaj je mitokritika, dobro, mit ostaja pri Durandu. Gilbert Durand je umrl pred 15 leti, je tista najosnovnejša, on je strukturalist v osnovi, antropolog, da je mit tista osnovna enota, na kateri se potem gradijo naprej zgodbe. In ta PowerPoint, ki ga imamo tukaj, sem ga pustila v angleščini, ker je veliko virov tudi v angleščini, je bil potem narejen na osnovi mojega referata v Madridu za velik projekt, tudi Univerza Complutense, Eurazija projekt, plačuje ga delno tudi, ga plačujejo Združeni narodi, predsednik je na Japonskem, direktorca je na Univerzi Complutense, Asun Lopez Varela, in imajo vsako leto 15 recimo predavanj na spletu in potem ljudje imajo tudi pouk iz tega. In sem potem razširila to svojo raziskavo. Durand, imate tukaj njegov naslov in ime. On pravi, da so arhetipi izomorfni. Se pravi, da v vseh kulturah lahko najde osnovno strukturo, ki se bo enako obnašala. Izomorfno enako formiranje. In mene pa zanima, ali je to zabito v beton, ali se da to spreminjati in kako se da to spreminjati. In kako lahko ozavestimo. In sva s Polono Roblak se pogovarjali, da bi bilo treba mogoče dati en tak primer najosnovnejšega arhetipa, tistega, ki nas opredeljuje vse. In vam povem, karkoli se mi te dni dogaja, je vse v tem trikotniku. Pa boste sami povedali, ali ga prepoznate. Stephen Cartman, okoli 60 leta, v 60 letih je postavil ta trikotnik, ki je povsod v vseh mitologijah prisoten.
In on pravi, in potem za njim so začele se oblikovati psihološke šole, ki bodo pomagale ljudem stopiti ven iz tega trikotnika. Povem, da je zelo težko iz tega stopiti. Ta trikotnik ga imenuje drama triangle, rešitelj, žrtev, rešitelj, virič. 3 osnovni arhetipi, 3 osnovne paradigme, ki nas vse opredeljujejo. Jaz pa bom dala svoj primer. Jaz sem žrtev študentk, ki ne prihajajo k pouku, ki ne sodelujejo. Mislim, ta žrtvenost se takoj prebudi v nas. Če se pogledamo zelo v oči, bomo videli, da je to res. Potem jih hočem rešiti. In ker jih ne morem rešiti, jih kaznujem, jim dajem ocene. In to se vrti, in to se vrti. In je neizogibno. Mislim, kako sem jaz odkrila ta trikotnik? V 90 letih, ko sem delala na univerzi v Ottawi, me je prijatelj poslal eni svoji prijateljici, ki je imela tečaj, kako se tega rešiti. In potem sem začela malo globe razmišljati. Prvič sem sebe videla v vsem tem dogajanju, drugič sem pa potem ugotovila, da je cela družba na to postavljena. Ukrajina, žrtev, hočejo rešiti, vsi jo hočemo rešiti, vsi kaznujemo koga. Ves sistem, svetovni sistem, življenjski sistem je postavljen na ta trikotnik. Pa če hočemo to ozavestiti, ne. In jaz bi strašno rada videla, da ljudje začnejo o tem razmišljati, ker ne moramo, tudi če mi na sebi delamo do onemoglosti, ne bomo prišli do rezultata, dokler se ta kritična masa ne spremeni. Potem imamo seveda kup teh ljudi, ki govorijo o kritični masi, kako se potem zavest spreminja. V glavnem, tukaj imate podatek, psiholog Asal Romanelli, ki razlaga, kako deluje ta trikotnik. Mislim, da lahko grem naprej, pa vam postavim to, kar sem že rekla, da imamo ta trikotnik prisoten absolutno v vsem, v tem, kar vodi naše življenje, patriarhat in kapitalizem. In potem se pač vprašam, kaj lahko naredimo, kako lahko naredimo nove zgodbe, katere nove zgodbe. To, kar sem že malo nakazovala, je, da vam dajem, preden grem naprej, še drugo verzijo, opredelitev mita, ki jo je pripravil José Manuel Losada, ki je moj kolega v Madridu, s katerim najbolj sodelujem, ki me je prvi tudi povabil in ki ga predvsem zanima moj feminističen pristop, ker on ne dela na ženski literaturi. Ampak on je pač Španec, bom rekla, globoko zasidran v katolicizmu, ki ga ne ovira načeloma pri njegovih opredelitvah mitologije. Napisal je 832 strani debelo knjigo v španščini o kulturni mitokritiki, ker vključuje ne samo literaturo, ampak filme, slikarstvo in dela ogromno na širjenju zaveščanja o mitih, ampak po njegovem mora biti transcendenca. Durand začne od spodaj, kako se gradi ta mitski vzorec in potem se kombinira v razne te arhetipe, v zgodbe in potem ta zgodba se lahko spremeni, ko zamenjamo nekatere osnovne te arhetipe. José Manuel pa pravi, da je mit vedno etiologija, se pravi razlaga sveta od začetnih časov, ampak smo že spet v tem trikotniku, smo že spet v tem, da nekdo nam vsiljuje eno razlago, ki jo mi lahko potem ozavestimo in jo lahko sprejmemo ali pa stojimo zunaj, če se da, zunaj družbe, mislim, da je težko. Ampak pravi, ves mit je urejanje stvari, iz kaosa v kozmos, kozmos po grško urejanje stvari in vedno mora biti transcendenca. Zdaj, smo se pogovarjali s dobro prijateljico, ki je učila, Tamara Dietrich, ki je učila dolga leta v Avstraliji budizem in hinduizem, in pravi, ja, ta trikotnik je zapisan v genetiko planeta. Iz tega trikotnika se praktično ne da ven. Transcendenco pa, mislim,
ko delaš na sebi, ko sem jaz mogoče začela delati skozi jogo, skozi samoraziskovanje, skozi jungovsko psihoterapijo, sem začela delati globlje na svojih arhetipih, ki se jih tudi ne rešiš, prav lahko, sem mogoče še imela eno transcendenco tako, ker se mi je zdela, to je pa potem tisto, kar je čez mene, transcendere, čez mene. Ampak potem sem ugotovila, da bolj ko delamo, bolj se to budistično nekako razblini. Potem vidimo realnost v eni drugi luči. Se mi zdi, da potem postane vse en teater. Kot pravijo v hinduizmu, da je vse maja, da je vse iluzija. Samo ta iluzija strašno boli. Jaz sem si roko zlomila, sem imela kolk operiran, sem glavo si udarila, sem imela pljučno operacijo, skratka, bolečino poznam. In čeprav je vse mogoče po hinduistih mitologija, se pravi iluzija, vseeno smo v tem telesu in boli. In potem meni pa to vse pomaga, imeti malo več distance, tudi do feminist, ki pravijo, da gremo v telo in pišemo s telesom. Mogoče tudi ta moj zapis, ta moja pripoved je iz telesa ven napisana. Jaz mislim, da je. Ampak kaj zdaj to pomeni? A sem se jaz rešila tistih travm, ki so pripeljale do tega, da sem morala pisati? To so vse vprašanja, ki jih bo mogoče treba rešiti, kot je rekla Lor Levek, moja založnica, moja urednica pri Lahmatonu, je rekla, čakam tvojo naslednjo zgodbo. Bomo videli, če bo uspelo. Glavno vprašanje, ki ga več čas postavljam, je, ali lahko spremenimo paradigme, kako jih lahko spremenimo. Že takrat, ko sem pisala ta drugi doktorat, meni so prvega v Ljubljani priznali za magisterij, zato sem morala pa še enega delati. Že takrat me je strašno zanimal Rupert Sheldrake. Vidite, je rojen 42 leta, je še zelo aktiven in on ima to izredno zanimivo teorijo, hipotezo o teh morphic resonances, da si vse seveda morfološko odzvanja. Pa bom dala primer tistega, kar je takrat me v 80-ih letih fasciniralo. On pravi, da to, kar je Platon razvil kot ideje, da to obstaja. Samo, da so pri Platonu blokirane, se ne premikajo, se ne spreminjajo. On pa pravi, da se to ves čas polni in prazni in spreminja. To je, mislim, on je meditant, on je v sklopu transcendentalne meditacije, se pravi, da ima ta pristop še vključen. Sprav se ni smelo tega reči, ne? Že tako so ga dali na grmado praktično, ker so rekli, da to ni znanstveno. Ampak on pravi, da recimo angleščina danes, pa še danes po 30-40 letih še bolj, da se polni, da se to morfološko polje angleščine polni s tem, ko veliko ljudi govori angleško. Kako govorimo je druga stvar. Ampak recimo slovenščina ima majhen odmev v svetu, ker je tako malo ljudi, ki govori. Se pravi, to morfološko polje rezonance je premajhno, da bi lahko slovenščina se prebila. Angleščina pa več ljudi, ko govori, in to je pri umetni inteligenci zelo prisotno. Več ljudi, ko uporablja internet, več ljudi bolj bomo zasluženi, bolj bomo noter padli, ne? In bolj bo to polje se večalo in potem to postane nekakšno prevladujoče polje, ki ga ne moramo niti odstraniti, kako iz tega ven stopiti, ne? Mislim, vsa duhovna pot je postavljena na tem, da stopimo ven, da se ne pustimo manipulirati. Pravim, hvala, če znate, jaz pred svojih 72 še ne znam, pa tudi mislim, da sem izgubila iluzijo, da bi res to premagala. Ampak takrat se meni zdelo fantastično, kako se da skozi njega to razlagati. In so mi v Ljubljani so bili zelo nesrečni, ker sem take avtorje uporabljala. In pa sem videla, da tudi njega so zelo grdo so z njim delali, so ga zelo kritizirali. Ampak danes je pa eden izmed vodilnih biologov. On je tudi recimo povedal, da če se nekaj zgodi, tista teorija o 100 opicah, ko 101. opica naredi eno stvar, potem vse opice na svetu znajo nekaj narediti. Tam kritična masa. Ampak on je rekel, da je delal preskuse recimo v Angliji z majhnimi
glodavci, podgane miši. In to, ko so našli miši izhod iz labirinta v Londonu, so ga našli tudi v Avstraliji. In to se meni zdi fenomenalno, da se da stvari spremeniti. Bomo videli, kako nam bo spet pokazal, če ne bo nekdo pritisnil na tisti gumb, vam prvošča, da imate še kaj od življenja. Mi smo že veliko doživeli, pa tudi, če gremo na uno stran, če je druga stran. In potem, seveda, v smislu teh spreminjanj, sem jaz postavila hipotezo v svojem predavanju v Madridu in potem v tem predavanju za Univerzo kompetence, kako bi nove zgodbe, nove te naracije, nove pripovedi in katere mite smo podedovali iz preteklosti in katere mite bi še ohranjali, ker itak vse je v tradiciji. Tradicijo pomeni prenašati od prej naprej. In sem poslušala zadnjič hči Abidžato Iyengar, vnukinjo v bistvu našega jogijskega, mislim, ni samo moj, jaz ga nisem nikoli srečala, ampak BKS Iyengar je pripeljal jogo na zahod. In ta Iyengar yoga je zdaj v Oxford Dictionary in je postala pojem in je zahtevna šola in ona ravno pravi, jaz prenašam tradicijo, jaz moram tisto, kar so mi ded pa stric Prashanta Iyengar pa teta Gita Iyengar podarili, jaz iz tega moram nekaj narediti za naprej. In potem se jaz sprašujem, kakšno paradigmo ona prenaša, mlada ženska, doktorica znanosti, mati 2 otrok, totalno ruši vse tiste stare vzorce. Kaj bo iz tega postalo? A se bo sistem zrušil ali bo ona lahko speljala nekam naprej? In to gledam, seveda, ker me zanima od zunaj. Zdaj sem pa pri tej Elizabeth Sewell, ki sem vam jo prej že predstavila. Jaz pravim, da sem imela, ko sem prišla 89. leta v ZDA, sem imela srečo, da sem se povezala lahko s nekaterimi raziskovalci v sklopu orfičnega mita, ki je posebna branža, posebna usmeritev znotraj mitologije, študija mitologije. In sem imela orfičnega očeta, Walter Strauss je bil Nemec, ki je živel v ZDA in me je sprejel za svojo, potem orfično mamo, Elizabeth Sewell, in orfičnega brata, ki je tudi delal z vsemi temi ljudmi. Tako da smo imeli eno tako orfično skupnost, ampak pravim, kadarkoli sem morala biti v promocijo, pa če sem malo preveč forsirala to mitološko plat, sem imela komentarje, da to morda pa ni dovolj znanstveno ali pa da se preveč analogno, da je preveč. Pri tem, da delam ogromno na Hélène Cixous, francoski pravijo feministki, čeprav ona pravi, da ni feministka, ker je treba tudi stopiti ven iz feminizma, ki je rojena 37 leta, v soboto imela seminar po Zoomu, sem jo spremljala in ona piše analogno. Ona piše tako, mislim, še hujške jaz mislim. To, kar ona piše, je mečken reference na Freuda, mečken na vse te njene avtorje, Shakespearea, ruske avtorje, židovske, zdaj, ki je pač toliko starejša, se je vrača židovstvo v hujši, veliki, bolj intenzivni obliki. Vse je pomešano, njeni sorodniki, filozofija, iz Joycea je pisala doktorat, mislim, če ste kdaj odprli Joycea, veste, da to ni niti najmanj preprosta zadeva, ampak, mislim, ona tako piše in ona, ker je pač bila iz tistih let, 60 let v Franciji sodelovala s tem novim valom kritike filozofije, Derrida, Foucault so skupaj ustanovili Univerzo Vincennes, ki je omogočila vstop na univerzo brez mature. Vse te reči so ji pomagale, da je potem lahko se uveljavlja in da jo jemljajo zares in da lahko objavi vse, kar hoče. Moje knjige, pa ne bom rekla, da sem jaz svetovna, seveda ne. Pa je bila zadovoljna, ker sem knjigo o njej napisala in je tudi lepo reagirala. Ampak, ko sem jaz pisala o njej, so mi rekli, da tudi kako lahko na ta način pišeš o njej. Zato, ker se mi zdi, da sem
ravno skozi ta orfični pristop znala poiskati tiste globlje paradigme, ki jo vodijo pri njenem pisanju. No, mislim, oklepaj, ko sem jaz to knjigo napisala, mislim, da je bilo v 2 mesecih, da je šlo z mene dejansko pisala. Sem potem poskusila objaviti, sem poslala na 17 založb in so rekli, da so predolgi stavki, a drugi, da niso, sem imela celo poglavje, ko sem zdaj dala pike, sem imela samo velike začetnice, pa ta stream of consciousness, da je vse teklo. V Montrealu mi založnik rekel, vam objavim 2 poglavji, se sami odločite, katere. Drugi pa, ja, pač nisem bila v Franciji, moj urednik v Ottawi, ki je objavil eno strokovno knjigo, znanstveno monografijo, je rekel, da nisem dovolj franko-ontarika, se pravi, da nisem se zavzemala za francoščino v Ontariju, kjer sem takrat živela. Tako da sem jaz v bistvu malo pozabila na to knjigo, ampak sem, kako bom šla v penzijo, bom pa mogoče potegnila na plano. In ko smo se začeli pogovarjati o literaturi, je rekla Lord Levek, daj mi, in je brez sprememb objavila. Ampak pa je tudi COVID in seveda nismo niti naredili promocije. Ampak hočem reči, da z eno nogo sem jaz odločno v tem, kar vas mučim delati, ne, analiza stavka, stavčni člen in tako naprej. Z drugo nogo sem pa absolutno v tem načinu mišljenja. In seveda eno vpliva na drugo. Elizabeth Sewell, pravim, 60 leta je objavila to knjigo in že takrat je bilo rečeno, da je mitologija, da je to pač larifari. V anglosaksonskem svetu, od tam smo mi tudi v slovenščini dobili mit, ne? Mit je laž. Skoraj fake news, ne? Ampak to, kar sem vam prej hotela pokazati, pa da je to veliko globlje, da se ne moramo mitu izogniti, samo da moramo biti ozaveščeni, kaj potem s tem počnemo. No, to, kar sem vam že nekajkrat povedala, ne, da moramo biti, mi, ko pišemo literarne članke o literaturi, moramo biti še bolj znanstveni. In je, recimo, ena naša študentka v Ottawi, je delala doktorat iz Anne Berg, ki je fantastična pisačica, arhetipska, globoka, prekrasno piše in globoke travme rešuje skozi svojo literaturo. Anne Berg, kaj je delala, kako so glagoli spregani. To je bila njena disertacija. In sem rekla, čemu to potem dejansko koristi? Če nekaj, kar delamo, ne služi razvoju našega srca, to, kar rečejo, prevajajo iz budizma, wisdom and compassion, modrost in empatija. Če tega ne razvijamo, vse, kar delamo, potem nima smisla, da to delamo, po mojem. Tako da se pa pravim, jaz ves čas borim. Poskušam povedati, kaj se mi zdi, da je pomembno, boriti se pa ne, rajš ne bi. Na fronto pa ne bi šla. No, ona, Elizabeth Sewell reče, vse, kar počnemo, vse učenje je mitologija. In to je mogoče takrat bilo že zelo radikalno. Ona se je odločila iti ona je rojena v Indiji, se pravi, da je imela en vpliv tudi od angleških staršev, da je imela en vpliv, prišla delati doktorat v Anglijo, se je imela tudi težave, delala zelo blizu je bila z Michaelom Polanyijem, ki je bil tak holističen biolog že v 50 letih. Tukaj imate teh 5 sistemov, ki sem jih vam že predstavila, in to postlogično krožno mišljenje. In to krožno mišljenje je prisotno v literaturi. Ampak, mislim, ali je res to zato, ker je literatura je zgodba, literatura je mit po definiciji. Ali je to tudi ona imela težave, ki je imela eno leto mesto nekje na eni univerzi, potem pol leta tukaj, pol leta tam. Jaz sem zamenjala 8 univerz v Severni Ameriki v 80 letih, v Kanadi in v ZDA. A je bilo to zato, ker sem jaz morala potvati, pa se izkušnje so se nabirale, ali zato, ker sem si izbirala take situacije, ali je, kaj vemo, nekje mogoče nas vodilo, pa ne vemo, kaj nas vodi, to tudi pišem tle noter.
V glavnem, zdaj smo pri pri mitologiji, ki je usmerjena žensko. Kaj zdaj to pomeni? Kaj smo dobili od preteklosti, legacy in kako so te stvari bile interpretirane. In to se še tudi ni razrešilo. Vidim, da še danes so antropologi, so arheologi, ki se sprašujejo, ali je imela prav, bom šla mogoče kar na, če pridem do nje, do Marije Gimbutas, ki je bila Latvika ali Letonka, smeli zamešati. Glavno delala je v Los Angelesu, na UCLA, in je raziskovala to naše področje, Mediteran. In je bila med prvimi, ki je izkopala te figurce. In je po njenem so te figurce bile znamenje, da je ta družba bila matrilinearna. Ona ne reče, da je bila matriarhalna. Tega si ne upa reči, ker ne moramo, nimamo dokaza. Ampak še danes se arheologi ne strinjajo z njo. Še danes niso prepričani, da je to dejansko lahko bila kultura, ki so jo vodile ženske. Ampak mislim, tukaj je Miriam Robbins-Dexter po smrti Marije Gimbutas povzela in pravi, da je ta boginja, ki so jo odkrivali, Gimbutas in njen krog arheologov, da je predstavljala ta celostni ciklus življenja, smrti, rojevanja in ta great goddess, velika boginja, da je se ohranjala skozi razne družbe. Zdaj, pogledamo, kaj se danes dogaja. Saj antropologija gleda današnje stanje v nekaterih plemenih, v nekaterih skupnostih, ki jih še ni naša civilizacija se dosegla. Ta, vidite, veliki mit civiliziranja, kaj je naredil svetu, da ne bom začela o tem, kaj več govorim. Ampak recimo so v Indiji še matriarhalne ali pa matrilinearne skupnosti. Ampak kaj se dogaja? Moški, ki ne dedujejo, odhajajo iz tistih vasi, ker vidijo zaslužek zunaj teh vasi, jim gre na živce, ker je cela Indija zelo patriarhalno usmerjena, nočejo več biti podrejeni ženskam v svoji vasi. To je en primer. Te avtohtoni staroselci v Severni Ameriki, ki itak so že nažalost prepričani bili od Zahoda, se to smo delali, ne, tudi v frankofoniji, da so v bistvu izgubili vse tisto, kar se je dogajalo, ampak tam so bile mende ženske tiste, ki so združevale pleme in so odločale, ali bodo šli v vojno ali ne. Ampak to se izgublja. To, kar je sem vam citirala Denise Jodelet, ona je ravno tako ugotovila, da je to en teden v letu. Kaj se pa potem dogaja? 99% časa pa ženske potem morajo še naprej prati pa kuhati pa delati vse, kar se pričakuje v njih. Ta teorija, Gimbutas je del enega večjega procesa, ki se je začel konec koncev že v 19. stoletju in da se takoj koncentriramo na Cynthio Eller, ki je v bistvu naredila kritiko teh teorij o matrilinearnosti ali matriarhatu. Ker je šla od 19. stoletja, od sredine 19. stoletja, ko so moški, niti ne antropologi, niti še ni bilo antropologije, bila etnologija, da so te moški bili fascinirani nad možnostjo, da bi bile ženske nekje v preteklosti, v neolitiku, bolj kot paleolitik, težko rečemo, ampak neolitik, se pravi tam 7000 let nazaj, ali pa 7000 pred našim štetjem do 4000, 3000, da so ženske vodile družbo. In to je veliko vprašanje, ali so Amazonke kdaj obstale, je to samo strah grške
civilizacije pred možnostjo ženske invazije. Tudi to so debate. Ampak v glavnem, ona pravi, Bachhofen, bil švicarski, je bil švicarski pravnik, se takrat je bilo pravo eno od možnosti študija, ki ga je strašno zanimala ta tematika in je on postavil to teorijo o Mother's Right, Mutterrecht. In Cynthia Eller pravi, oni so v bistvu si to lepo naredili svojo mitologijo. In za njim so potem drugi še to razvijali in potem se je to majčkeno izgubilo. V 70-ih letih pa so anglosaksonske avtorice začele oblikovati se v to čaščenje boginje. S razvojem feminizma, ene izmed usmeritev feminizma so šle tudi v to duhovno iskanje. In Christine Downing je jungovska psihoanalitičarka, ona je že zelo kmalu napisala to knjigo The Goddess in se je združila z vso to skupino žensk, ki so se vprašali, ali je Marilyn Stone, kiparka, ki je dala naslov svoje knjige When God Was a Woman. Ali je bilo to res ali ne? Mislim, to je bila spet ena hipoteza, spet ena zgodba, ki se je predstavila kot možna varianta etiologije, razlage sveta. In seveda Christine Downing tudi ve za vse te avtorje, ki so govorili o možnosti ženske nadvlade. Creators of Life. Ko sem rekla, da je treba pogledati v današnje čase, kaj se še dogaja. Imamo v Indiji Kali, boginjo Kali, ki je točno taka kot ta Great Goddess, kot velika boginja. Ima vse atribute, je rešiteljica, mislim, smo že spet tam, žrtev, rešiteljica in birič. Ravno vse te parametre ima in vse to jo vodi, mislim, ljudi, ki se ji klanjajo, jih tudi vodi skozi te arhetipe in jim pomaga nekako se prebiti skozi nje. Zdaj je pa potem seveda veliko vprašanje, ali je matriarhat bil, kot pravi Cynthia Eller, ena krasna izmišljotina. Ker, zdaj tukaj vam govorim, že citiram Tamaro Dietrich, pa njeno razlago o Kali, ki je izredno nevarna in se je treba prikupiti, da nas ne uniči. Se pravi, da smo ves čas v njenih krepih, smo ves čas njena žrtev. Ampak je pa možnost, da je Kali tista, ki nam pomaga ven iz patriarhata. Je to način v Indiji, da so nekatere skupnosti lahko ostale zunaj te podrejenosti. Mislim, tisti, ki smo bili v Indiji, vemo, kako ni to preprosto. Potem seveda sem iskala, dialektično sem iskala glasove za in glasove proti. In ostala, kot se reče znanstveno, zunaj tega. In obravnavala smirno glavo s hladno zavestjo. In se mi je zdelo fantastično, Rosemary Bradford Rutter, ki je tudi lani nažalost že umrla, ona pravi, da je povsod v tem bližnjem vzhodu, v Mediteranu, je bilo najti ostanke tega, kar bi lahko rekli, da je bila velika boginja, pa da gre celo do paleolitika nazaj. Samo ona pravi, da nimamo pisnih dokazov. Se pravi, pisni dokazi so še vedno norma. Če ni pisnih dokazov, ne moramo trditi, da je nekaj bilo. Ustno izročilo nekako ne velja. Ampak jaz pravim, ona govori, da ne moramo dokazati teh reči, imamo pa vsa ta gibanja, te moderne postjungovske terapevtke, kot Chris Downing, Ginšinova Bowman, ki je meni zelo veliko koristila, Goddesses in every woman, Gods in every man, Goddesses in elder women, in potem se nadaljuje, ko sem bila v Alabami, je prišla
predavati in je fantastična predavateljica in krasne stvari prepoveduje, recimo to Goddesses in Elder Women je zanimivo zato, ker začne s tem, da smo pozabili na Metis. Metis je mama od Atene. Mit, kaj pravi mit? Da je Zeus požrl nosečo Metis. Kaj to simbolno pomeni? Da se je potem Atena rodila ali iz njegove glave ali iz njegovega kolka. Da je ta civilizacija v Grčiji požrla žensko modrost. Tako jaz razlagam stvari. Ne grem čez zgodbo, poskušam v zgodbi najti, kaj se je v družbi zgodilo, da se je premaknila zavest. Se pravi, če se je takrat premaknila, če je takrat Metis morala biti žrtvovana, lahko tudi mi danes kaj naredimo, da te stvari spremenimo. Zdaj, pravijo nekateri raziskovalci, da še 1000 let ne bo, da mogoče bomo šli v matriarhat, pa da bo potem šele po tistem obdobju, ko ne vem, bomo se reinkarnirali, pa bomo to videli, ali pa ne bomo nikoli tega doživeli, da bo potem mogoče ravnotežje med moškimi in ženskami. Ampak to je glavni problem na svetu. Zdaj, lahko je pri teh avtoricah gender of myth-making, da so one tiste, da so ženske tiste, ki ustvarjajo nove mite, ampak je pa vse v sklopu enega širšega antropološkega pogleda na stvari. In potem ostaja en kup enih stvari, ki jih ne bomo razrešili, ker nas je premalo mogoče, ali ker se moramo združiti. Te avtorice, o katerih jaz govorim, že dolga leta nazaj so začele se ukvarjati z drugo platjo orfizma, se pravi z Euridiko, ki je spet znamenje časov, kdaj v grškem mitu se Euridika umakne, poznate zgodbo, Orfej se poroči z njo, jo piči kača, ker jo zalezuje Atrej in se rajše pusti ubiti in iti na drugo stran, kot da bi se pustila posiliti, verjetno, mi tu pred časom. Čudno, mislim, take razlage in potem Orfej je neutolažljiv in jih hoče jo pripeljati nazaj. Samo to so širše zgodbe. To, da gre Orfej na drugo stran in da šarmira Kirona in Cerbere, da gre lahko na drugo stran Persefoni pa Hadesu, to je mende ostanek religije, predolimpske religije v Grčiji. Je polno avtorjev, ki o tem govorijo. Da so Orfiki so bili pristaši tega, kar danes imenujemo out of body experience. Da so šli na drugo stran, da so šli lahko iz telesa. In če vam še to rečem, kdo jih je vodil? Terapeuti. Se pravi, izvirno pomeni terapeut tisti, ki vas vodi na duhovni poti, ki vas vodi ven tudi iz te danosti v telesu. Seveda ne pripelje Euridike nazaj. Kaj to pomeni, čisto iz enega mogoče drugega razornega kota, da Euridika je lahko, ženski princip je lahko samo inspirator, ne more pa biti prisotna, ne more biti aktivna. In te avtorice, s katerimi sem se jaz ukvarjala v frankofoniji, pa drugo tam bi lahko ta mit obesla tudi nanje, ampak te, ki so zavestno govorile o novi Euridiki, so rekle, mi bomo spregovorile. Mi bomo povedali, kaj doživljamo, kako doživljamo. In je cela frankofona literatura v to smer. Zdaj, ali je to herezija? Mislim, to, zakaj govorim tukaj o hereziji, ker Durand, o katerem sem govorila na začetku, pravi, ko se en mit preveč spremeni, ko se te osnovni arhetipi preveč skombinirajo v druge oblike, potem je to že nov mit, da to ni več del te osnovne zgodbe. Kaj pa bomo? Ali bomo se še naprej naslanjali na to idejo o teologiji, o ženski teologiji, ali bomo ustvarili nove vzorce. Jaz vas pač vabim, bom s tem zaključila, pa mogoče še kakšno vprašanje lahko naredimo. Polona me je pustila ves čas zdaj lepo pripovedati to mojo zgodbo. Kaj je tisto,
jaz pravim nazaj na ta trikotnik in če delamo na tem vsak zase, pa vsi skupaj, mogoče bo se dalo svet, mogoče nekaj premikati. Tako. Hvala, Metka. Ti imaš vprašanje? Seveda, jaz imam vprašanje, ja. Ja. Lahko? Ja, zvoli, prosim. Ok, torej najprej si govorila o iluziji, ne? Ja. Torej, če začnemo Big Bang, Darwin in evolucija, Adam in Eva, lahko pomislimo, da je celotno naše življenje, zgodovina, dojemanje sveta ena velika iluzija. Ja, seveda je. Kje pa je meja med resnico in iluzijo? Ali resnica sploh obstaja? Dekonstrukcija, Derrida je na znanstveni ravni pokazal, da se da vse dekonstruirati. In potem so te postdekonstrukcijci rekli, ja, pa kje se potem to ustavi? Nekaj mora biti. Mislim, bom spet prišla nazaj. Dokler smo v telesu, je telo tisto, ki nas omejuje. Ne? In nam tudi diktira, kako daleč lahko gremo. Ne? Drugač pa, mislim, to... Kako daleč pa lahko gremo? Od česa je to odvisno? Od vibracijske ravni, zdaj, mislim, joga, qigong, bioenergija, to stremi k temu, da se dvigne energetska zavest v telesu, da se gradi, da potem človek lahko drugač z manj trpljenja spremlja, kaj se mu dogaja. Zdaj, če je vse iluzija, potem je po budistih prvi nasvet, da se pač stopi ven iz te iluzije in da, mislim, imate in v budizmu in v hinduizmu princip vairagije. Vairagija je tisto, kar se ne da niti prevesti, stopiti nazaj, biti v distanci. Tisti hip, ko se začnejo vrteti v glavi, to je princip meditacije, ko se začnejo v možganih vrteti stvari, te vriti, te vrtline, te v bistvu orkani v glavi. Jaz sem imela obdobja, ko nisem vedela, kam bom šla delati v naslednjem mesecu, kje bom živela, in sem hodila po gozdu, da se napolnim, in sem grizla si takole, da ne bi vpila na glas, in sem si ponavljala vairagija. In je to delovalo, mislim, kako rečejo v angleščini, fake it till you make it. Ja. To, da se nasmehneš, in tudi, mislim, ta nasmeh na ustih sproži nekaj v telesu in pomaga premagati tiste grozne energije. To je edino, kar lahko, mislim, pravim, pri svojih letih nimam odgovora. Mogoče sem pred 20 leti imela več odgovorov, da sem rekla, no, bolj do ženske svojo novo mitologijo mogoče spremenile svet. Zdaj, ko vidim, kaj se je zgodilo v zadnjih 20-30 letih, takrat, ko sem šla v ZDA 89 leta, kaj vse je na svetu šlo navzdol, si rečem, kje je potem nova paradigma, kje so nove oblike, kje je tisto, ali je, ne vem, mislim, jaz srčno upam, da se da še kaj premakniti, da se da zemljo rešiti, da se da nekaj narediti, ampak kaj vse je ta, bi rekla, en mit Zahoda, civilizacije, možnosti kolonizacije, nadvlade. Pa ne bova začele, sva rekle... Torej, še vedno velja, kar je rekel Sartre. L'enfer c'est ici et maintenant, l'enfer c'est nous. Prepegu smo mi sami za nas. Ja, in to je v bistvu tudi po nekih ezoteričnih razlagah je dejansko tako. In kako je Sartre to razumel pri svojem eksistencializmu, ki je imel plafon, ki je rekel, da itak ni ničesar nad tem plafonom, pri tem, da je napisal, to sem ti že povedala, ne, pa, ker sem jaz tudi učila en njegov scenarij za film Les Jeux sont faits, igre je konec, ko postavi enega moškega, eno žensko, na drugo strani se tam najdeta. Kako on, ki je bil proti transcendenciji, kako ju postavi po smrtno življenje in ima dovolijo, da gresta nazaj na zemljo za 24 ur. Če bosta se lahko povezala med sabo in ustvarila novo znala.
Ja. reči. Ja. In ne uspeta. Ona gre rešiti svojo sestro, ki vidi, da jo njen bivši mož, njen vdovec, da jo zastruplja sestro, da bo dobil še njen denar, on gre svojim delavcem pomagati in jo potegne spet na drugo stran. Je dal že s tem nemožnost. Torej, programi, ki naj bi jih duša, če se lahko to teme dotaknem, sabo nosi. Ja, mislim, prav, tudi pred 40-50 leti bi rekla, ja, imamo dušo, ne vem, kaj bo. Zdaj ne rečem več tega, zdaj rečem, ena energija je, jaz upam, da smo povezani še na eni globlji ravni, da se da tudi s telepatijo, recimo, nekatere stvari rešiti, ampak tisti hip, ko jaz pri sebi vidim, da gremo jezo, frustracijo, je konec komunikacije. Tako da mislim, lahko vse dosežem na miren način, ko sem v tej vajragi, v tem odstojanju, kot se reče. To je pravim zelo kompleksno, ampak vidite, kam vas miti pripeljejo. Glede mitov, ne? Ja. Torej, pravijo, da za vsakim uspešnim moškim stoji ženska. Ali bi bili miti in arhetipi drugačni, če bi se ženskam prej dovolilo biti znanstvenice, recimo raziskovalke, če bi prej lahko bile aktivne, ne, na teh področjih? No, ja, ker sem bila stara 12 let, tako sem hotela postati skladateljica, zato ker sem takrat zares dojela, kaj pomeni umreti, sem rekla, hočem biti kot Beethoven, bi rada bila, da bi se me ljudje spomnili, v delih svojih živel, sam boš večno, je rekel Aškec. Vi se tega niste več učili v šoli. Čaša nesmrtnosti, mi naša generacija poznamo. In sem prišla k Ščeku, našemu ljubemu Ščeku, svojo kompozicijo in je pogledal in je rekel, kje je harmonija, kje je kontrapunkt, kje je punce ne postajajo skladateljice. Ja, mislim, ni mogel iz svojega. No, se veš, da smo imeli tudi na filozofski profesorja, ki je rekel, da ženske so zato, da so za štedilnikom, ne, in kuhajo. No ja, ne bom ga omenjala. Ne bom omenjala imena, ampak sem bila na diplomi na filozofski, kjer je vprašal kolega mlado žensko, ki je obljubljal asistenturo, je rekel, gospodična, kaj boste pa zdaj delali, se boste poročili, pa imeli otroke? Mislim, tako so nas vzgajali, tako, mislim, kam smo prišli, a ne? No, torej, ali bi ti miti, o katerih smo govorili in v katere verjamemo, bili drugačni, če bi ženske že od samega začetka lahko bile vpletene? Če bi ženske ne škodile druga drugi. Če bi prišli do tega, da ne bodo drugo uničevale, tako kot so. Torej, harmonija. Ja. Ja. Če bi bila ta sestrsko, sorority, to, kar mislim, jaz govorim tudi študentkam v frankofoniji, te avtorice, ki jih obravnavamo, so vse delene te sorority, te, bi rekla, skupinske zavesti o nuji ženskega glasu. Ampak potem pa sem jaz doživela tudi, kako so me ženske poskušale uničiti. In vidim, kolegice še zmeraj mi poročajo. Ja. Zdaj delo na sebi je potrebno za vse. Ni ves patriarhat zavzeti kot za popolno mislim, vidimo, kaj je naredil, ampak ne vem, mislim, jaz bom pač poskušala delati naprej v smer, ki se meni zdi etično, duhovno edin sprejemljiv, ne morem drugače. In tudi, ko delam z vami, ne morem drugače. Pa mi pravijo, pa dej se nehaj toliko angažirati. Pa pravim, ne morem. Vas vidim, moram vas spraviti na drugo raven. To je 50 let sem enkrat napisala, da je edukacija, ex-dukare, da je to tisto, da pomagaš nekomu iz tistega, kjer je iti na drugo raven. In če tega ne naredim, jaz ne morem spati. Ampak, pri tem bom postala spet žrtev, ali bom rešiteljica, ali bom vaš birič. Tako da bom zaključila odgovor s tem. Modrost starejše dame. Modrost starejše dame, sošolke moje. Metka, prej si se dotaknila tudi matriarhata, ne? Torej prispodobe matriarhata pri Indijcih, ne? Si kot primer dala Kali. Ja.
Ja, potem si se dotaknila Grkov. Mene pa zdaj zanima Marija in Marija Magdalena, ne? Pri spodobi matriarhata v krščanstvu. Kaj misliš? ja, Marija Magdalena, zdaj ki je, je pri zadnji večerji, pol je spet ni. no, seveda, to dokazuje, kar praviš, da se miti spreminjajo, da je preboj. Kdo pa jih spreminja? Tisti, ki mislijo, da imajo pravico ustvarjati zgodbe. Institucije, ki so še zmeraj dovolj močne, to je ta Rupert Sheldrake, veliko polje te morfogenetske rezonance. Dokler se Ali to polje ne spremeni, bo zelo težko. Ne, mislim, danes je ogromno, res je ogromno romanov v anglosaksonskem svetu in francoščini tudi o Mariji Magdaleni. Ker vemo, kdo je pisal Biblijo, kdo je pisal Evangelije, kdaj so jih pisali, takrat je že bila vzpostavljena ta družbena ureditev, ki je bila absolutno patriarhalna. Zakaj so prepovedali poroko duhovnikom? Zato, da je cerkev pobrala denar, da ni bilo dediščev, ki bi potem se, mislim, kljub Borgi, ki je ne vem kaj počel, pa koliko otrok je imel. Mislim, ko gledaš, kako se je institucija branila, da je ohranila svoje poglede na stvari. Zdaj, Marija Magdalena je del te, bi rekla, druge zgodbe. In to drugo zgodbo lahko jo promoviramo, če je dovolj ljudi, ki bodo v to verjeli. Kdaj bo pa se to zgodilo, da se obrne bazični moški mit krščanstva, pa ne vem. Kaj pa lahko posameznica naredi? Ja, to, da se povezuje, da išče to... Ki se assemble se ressemble. Ja, da se združujemo, da je ta sestrskost je ena vodilnih idej. Pa imaš pa Cynthia Eller, ki pravi, pejte se solice, ste si sama sebe naredile več škode, kot koristi. No ja, če pomislimo na to, da so ženske te, ki ohranjajo kulturo pri marsikaterih narodih, ne, pa ustno izročilo in tako dalje, in še dan danes škodijo zaradi nekih osebnih frustracij novim generacijam. Umetna inteligenca, ki bo naredila otroke, mislim, znanost, ki naredi otroke v epruveti, ne bomo več potrebne. Jaz sem imela zelo veliko prijateljev gejev, ki so mi zelo stali ob strani, bolj kot heteroseksualni, kako se reče, moški. In en moj zelo dober prijatelj, ki je tudi naredil naslovnico za eno od knjig in mu je bilo strašno všeč v Quebecu, da sem jaz Slovenka, ker Slovenci so se osamosvojili izpod Jugoslavije, Kanada je pa še zmeraj držala Quebec in ni pustila, da gre Quebec ven. On je rekel, mogoče bomo pa enkrat mi lahko rojevali. Sem rekla, pa zdaj nimate maternice, je rekel, pa saj so tudi moški. In zdaj so moški, ki imajo vse organe, brado in vse, in je rodil moški. In to ne samo enega otroka. In tako da je... Nemčija ima že umetna maternica, ne? Ja, in je umetna maternica. Kaj bo potem ta mit o ženskah, ki dajo življenje, se bo zrušil? Je odvisno, kako se bo nove generacije privajalo, ne? Kakšne informacije bo oni dobivali. Ja, ampak glejmo, kakšno je šolstvo danes. Kaj se vi učite o vseh teh rečeh? Kaj pride do vas? Kako vam filtrirajo? Ne? Vse šole, mislim. Ne? Pravim, umetna inteligenca, krasno, da vam pomaga, samo ko se to prekine, ko ne bo elektrike, ko ne bo interneta, kaj boste popali? Kaj bomo potem vsi? Ne morem imeti takoj, ker sem včeraj tole malo še pregledovala, sem preverjala. Grem hitro preveriti, je to bilo tisto leto. Tisti hip, ko tega ni več, gremo kaj v kaverno meditirati. No ja, Metka, včasih so se žigali knjižnice, da ne bi bilo informacij, ne, ki so bile napisane v knjigah. Ja. Danes pa se nekdo samo en gumb pritisne, pa ne bo ničesar več.
Pa ne vem, če se No, in pol bo tega prostor zavete. za nove mite. bo prostor za nove mite. No, vidiš, s tem pa mislim, da res lahko končamo prostor za nove mite in se vam zelo zahvaljujem. Naredimo malo pavze, pa potem mi nadaljujemo s našo kontrastivo.